Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v nocojšnji uri resnice na Info 360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in dr. Sebastijan Jeretič. Oba toplo pozdravljam. Zdravo. Naša nocojšnja tema pa je zapor ali nov mandat za predsednika vlade Roberta Goloba. Peter, če midva začneva, ravno so začele dobro kazati ankete tako Golobu kot Gibanju Svoboda, ali pa saj boljše kot še pred nekaj časa, potem pa so se začeli naden zgrinjati neki temni oblaki. Imamo zdaj dva mnenja, osnutka mnenj domnevno, Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z njim, imamo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar zoper njega, imamo nenazadnje tudi ugotovitve inšpektorata za delo glede zaposlovanja njegovih osebnih varnostnikov, če rečem karikirano njegove pretorijanske garde in koliko denarja se za to zapravi. Misliš, da je to naključje, se pravi najprej ti rezultati anket, pa potem ti črni oblaki, ali gre za kaj drugega? No, zdaj naključje v politiki ni, ampak jaz bi rad rekel tole. Zadeva Bobnar se je začela kmalu, se pravi decembra po volitvah, v prvega pol leta mandata, in takrat v eni drugi oddaji smo bili in smo imeli zmagovalcem poražence leta. Sem jaz takrat razglasil Roberta Goloba kot poraženca leta, ker so se snemala tista oddaja toliko naprej in so se stvari tako hitro odvijale, da recimo z neke perspektive takratnega dojemanja političnega prostora je lahko izgledalo, da bo mogel predsednik vlade odstopiti v nekaj tednih. Zdaj smo prišli do konca mandata in v resnici, jaz bi mu kar rekel, ni več sam teflonski Karl, je teflonski Robert Golob. Tako da zdaj ankete so lahko tudi gor, zato ker se volitve bližajo in morda nekomu v interesu, da so visoke, in ta, ki mu je v interesu, mora imeti dovolj denarja, in Robert Golob dovolj denarja ima. Zdaj, kako se bodo ti postopki odvili, bomo videli. Jaz bi tukaj težko karkoli napovedal, glede na to, ker sem povedal, da sem se že nekoč zmotil na začetku mandata, ne bi se rad še na koncu. Zagotovo pa lahko rečem eno, da vsi ti postopki, vsi ti napadi na te inštitucije iz raznih politikov zagotovo ne koristijo naši demokraciji, ker ko se zbija kredibilnost institucij pravne države, potem nekako se ustvarja pogoje, da v državi zavlada kaos. In kolega profesor Avbelj je imel eno kolumno v Financah, kjer je govoril prav o tem nevladanje s kaosom. In izgleda, da je to način vladanja trenutne garniture Roberta Goloba. In v tem kontekstu mogoče, kako morda malce kontradiktorno, nepričakovano bi lahko rekli, da morda vse te obtožbe celo koristijo, ker ustvarjajo še več kaosa, v katerih se očitno zelo dobro znajde in pelje to zadevo proti volilnemu letu, oziroma proti volitvam. Če tu nadaljujejo, mogoče Sebastijan, koliko to zdaj po tvoje obremenjuje predsednika vlade ali pa ne obremenjuje? Najprej mogoče formalno, se pravi v smislu, a je ogrožen njegov mandat, in drugo, koliko ga lahko obremenjuje pri vsakdanjem delu, vodenju vlade oziroma države? Jaz mislim, da ne eno, ne drugo. Najprej, a vodi vlado državo dnevno. Smo že ugotovili, v glavnem precej se lajha okrog, in kot pride, bom rekel, bolj naredi težavo drugi ekipi, ki mora pol njegove besede interpretirati, pa ali bo res ostal pri tej besedi, ali se bo naslednji dan premislil. Ampak ne, jaz mislim, da ne ogroža njegovega mandata. Se strinjam, da ne sem, da je postal teflonski, to je nek nov material razvil, kar se tega tiče. Predvsem zaradi tega, ker ni nobenega tveganja. Ni koalicijskih partnerjev, ki bi v tem trenutku bili sposobni karkoli narediti. Mi zdaj lahko vidimo, da se SD, še posebej prek Mladega foruma, ki se zna tudi z malo kakimi humorističnimi vložki postaviti in proti Svobodi in proti Levici, ampak to so vse neke take besede bolj v notranje političnih krogih, torej prek Twitterja zadeva ne pride v neko širšo javnost, da bi se kazale razpoke v tej koaliciji. Torej, koalicijski partnerji so pridni. Njegova ekipa je bolj kot pridna, kadarkoli je kdo poskusil malo dvigant glavo, je hitro videl, kako je končala Mojca Šetinc Pašek. Skratka, disciplina znotraj koalicije je popolna in ta mandat nikakor ne bo zaradi besed ene institucije, kot je KPK, prekinil. To se je zgodilo takrat v drugi Janševi vladi, zaradi tega, ker Virant enostavno ni imel živcev, da bi zdržal, oziroma je pričakoval takrat pogrom, čeprav je že tisto mnenje, ki ga je
takrat Klemenčič dal in ga prodal kot nekaj izjemnega, kot when numbers talk, bullshit walks in podobno, se je na koncu izkazalo, da je izdal dokument, ki je bil popolnoma brezvezen, prazen, bolj kot ne nek clipping raznih domnevnih afer, ne, in Virant takrat, ni zdržal vprašanja, ali sploh prebral ta dokument in je začel z rušenjem tiste vlade z hitrim izstopom. Ne. Tokrat ne vidim takega tveganja. No. Peter, zdaj v politiki seveda je pomembno, ne, če si v prekršku, recimo, če kršiš zakon ali pa če si v nekem kazenskem postopku, ampak so tudi verjetno kakšne druge stvari pomembne, saj včasih mogoče so bile, ne, bomo zdaj skozi debato ugotovili, če so še danes. Recimo ta teren morale v politiki, ne, vemo, Robert Golob, ko je šel na volitve, ne, je obljubljal neke visoke moralne standarde, drugačno politiko, konec diktature, kot se je izrazil, povečanje svobode in tako naprej, ne, spoštovanje inštitucij, povrnitev ugleda inštitucijam. Zdaj mandat se tako ali drugače počasi bliže kraju, koncu njegov, ne. Kako bi ti ocenil zdaj, koliko je on izpolnil te predvolilne obljube, koliko pa sam sebi skače v usta? Glej, se pravi, vse je očitno, da teh predvolilnih obljub ni izpolnil. Ne nazadnje, naprimer, on še česa drugega ni izpolnil mes, ko je bila preiskovalna komisija v zadevi Bobnar, je rekel, da bo prišel in bo vse pojasnil, potem pa je prvil svojega poslanca, ki je to komisijo vodil, ne, v bistvu izvajal na njega pritisk, ker bi lahko bilo tudi recimo imelo znake nekega kaznivega dejanja, ne, v končni fazi, ne, in nikdar ni prišel o tem pričati. Ne. Zdaj, se pravi, tudi ko sprašuješ o moralnih vrednotah, govorimo o politični dimenziji. In se pravi, za politične posledice rabiš imeti politično voljo in kot je Sebastian dobro rekel, ne, politične volje tukaj ni, ker parlamentarna večina neomajno, unisono stoji za predsednikom vlade Robertom Golobom. Ne. Naša ustava tudi sicer, ne, je zelo naklonjena temu, da imamo stabilno vlado in v resnici predsednik vlade, ne, njegov mandat se mu lahko neha samo tako, da veže zaupnico oziroma da odstopi, ne, ali pa druga zadeva je pa ta, ne, da recimo je uspešna ustavna obtožba, ki se še nikdar ni zgodila v zgodovini naše države. Se pravi, nikdar ni bila še izglasovana obtožba, ki bi šla dejansko pred ustavno sodišče, kjer je potrebna dvotretjinska večina ustavnih sodnikov. Sicer pa, če ni zaupnice, se lahko predsednika vlade zamenja zgolj tako, da se izvoli novega predsednika vlade. Skratka, interpelacija vladi, ne, tisti del je razprava, potem pa, če se glasuje o nezaupnici vladi, ne, kjer pade predsednik vlade, ustava pravi, ne, da je lahko izglasovana nezaupnica vladi samo tako, da se izvoli novega predsednika vlade in spravi imamo vlado potem naprej, ampak pod drugim predsednikom. Ne. Skratka, imamo te razmere in na tem polju je potem samo vprašanje integritete posameznika, kako sprejema svojo politično odgovornost. Ne. Pri trenutni vladajoči koaliciji smo videli, da pač morala je samo beseda, s katero gre zmagati volitve. Nekje sem celo zdaj zasledil, ker ne vejo več kaj narediti, mislim, da je bil naslov ali Reporter ali eni od teh njihovih medijev, ne, da se nam obeta nova COVID koalicija, ne, kar kaže na to, da bi pomanjkanje lastne morale radi skrili z priklicom nekih časov, ne, epidemije, ki je bila pač v času naših življenj edinstven dogodek, v času človeštva sicer ne, in so bile res izjemne razmere, vendar ta spomin pri ljudeh zbledi, ne. Ampak, ne, če imaš v rokah vse medije, lahko vse stvari obrneš v svojo korist in ena od taktik, ki jih zdaj vidimo, je tale, ne, da predsednik vlade ne daje več svojih javnih zagovorov, ampak reče, da on tako veliko dela ima z vladanjem, da ne more prebrati odločitev KPK, naj se obrne na njegovega odvetnika Zdolška, ne. Se pravi, čeprav razumem novice, bi lahko rekel takole, da je Zdolšku, ne, saj tako sam razumem, ne vem, če se to res zgodilo, priskrbel dobre posle v državnih podjetjih, v SDH, Luki Koper in še kje druge, ne, da je s tem poplačan za to, da ga javno zagovarja, potem, ko imaš ta prvi layer, ne, ko te nekdo zagovarja, ti, ko si klican odgovornost, vedno lahko rečeš, to niso bile moje besede, to so bile besede odvetnika in se nekako skriva za odvetnikom, kar je v resnici ne samo stališča moralne politike moralno zavržno, je tudi zelo strahopetno. Ja, Sebastian, zdaj navadili smo se že, ne, v tem mandatu, kot je tudi Peter nakratko že orisal, da nadzorne inštitucije, katerekoli že hočeš, bolj gledajo stran, kot da zelo gledajo pod prste oblasti, ne, kar bi sicer morali delati. Zdaj v zadnjem času tu kažejo neke znaki življenja, ne, se to zdaj zadnji zdihljaje pred dokončno smrtjo v narekovajih teh nadzornih inštitucij neodvisnih, ali so kar naenkrat ugotovili svoje poslanstvo, svoj ponos, čemu ti to pripisuješ, ne, ker vendarle moramo
počakati, kaj bo iz teh postopkov, ampak navadili smo se že, da postopkov sploh ni bilo, ne? Ali pa v nekih tudi dost očitnih primerih konflikta interesov, recimo prodajanje elektrike praktično samo sebi in tako naprej, ne? Ni bilo ugotovljenih nobenih No, jaz mislim, da se bližajo se volitve, to je jasno. In zdaj najprej prvo spoznanje, ne obstaja monolitni blok. Tako kot ni monolitna desnica, tudi levica ni. To pomeni, obstajajo različni interesni centri, so ljudje, ki so popolnoma zadovoljni z Golobovo vladavino, najbolj zadovoljen je vladar levice Zoran Janković, ki je tudi največji podpornik Roberta Goloba še naprej, in so centri, ki očitno ne pridejo dovolj blizu ali pa nimajo dovolj glede na svoje apetite in želijo zaradi tega, dajmo reči, spremeniti vsaj razmerje moči v prihodnjem levem bloku, tudi če bi dobil ta večino. Ne? Ampak drugače, vse institucije so skozi cel mandat tu pa tam pokazale kak znak življenja, ne? Ampak kot je rekel Peter, torej ne samo, da Robert Golob ni izpolnil te predvolilne obljube o drugačni moralni politiki, ampak je celo poglobil kaos v odnosu do državnih institucij. Imeli smo primer, ko je Računsko sodišče opozorilo vlado, da je nekaj narobe naredilo, pa je bilo deležno pogroma. Ne morejo že lep čas dobiti neko ugledno ime, ki bi postal direktor urada za makroekonomske analize in razvoj, ker se nihče ne bo šel blamirati, ker bi moral lagati za to vlado. Tista institucija, ki opravlja svoje delo, pa je bolj kot ne ignorirana, je recimo Fiskalni svet, ne? Če vzamemo samo par. In pol je pa seveda tukaj torej Računsko sodišče in KPK kot ključni instituciji, ki ste bili deležni potem proti napadov, ne, ali predsednika vlade, ali finančnega ministra, ali pa še bolj pritlehno skozi njihove propagandne aparate, torej skozi medije, ki so pod njihovim nadzorom. Ne. Zdaj se je slučajno zgodilo, da se je nabrala večja gostota teh zgodb, zaradi tega, ker je manj kot pol leta do volitev, ampak jaz mislim, da bodo tudi to mediji bolj kot ne zignorirali. No, tukaj dan, dva bodo mogoče iz tega delali zgodbo, ampak mi lahko vidimo, da so dejansko vloženi milijoni v propagandni aparat režima Roberta Goloba. Torej ne samo, da je bila depolitizirana javna televizija, ki deluje na severnokorejski način, da je bil Seoul.net popolnoma prevzet. Tudi Pop TV igra zelo pametno igro. No, tu pa ta malce kritizira recimo vlado pa Roberta Goloba, pol je pa takoj nekaj za uravnoteženje prispevek o poroki, mislim ne prispevek, cel reality show, mesec dni spremljanja poroke in zdaj recimo govora o prvih damah, ne, kjer je bila sicer na stranskem tiru ta, ki se razglaša za prvo damo in je bil prvi gospod malo bolj, ampak že sam koncept, da se o tem govori, seveda ustvarja nek drugačen dajmo reči neko ozadje političnega dogajanja. Zdaj to, da se je zdaj izpostavilo nekaj teh točk, torej glede KPK-ja in problemov predsednika vlade, je mogoče celo za njega res koristen timing, ne, zaradi tega, ker do volitev je še, kot sem rekel, skoraj pol leta in večji del javnosti, ki bo odločil volitve, v tem trenutku politike še ne spremlja. Sliši mogoče nekje v daljavi, da ima predsednik vlade nek problem, da je nek kaos, ne, ampak pol bodo spet v rumenem tisku ali pa na Instagramu zasledili ga s kakim kuškom ali kaj podobnega in bodo seveda spet, dajmo reči, čustveno na ustrezni strani, kar se tiče podpore na volitvah. Ne. Skratka, veliko vprašanje je, ali bodo vse te kršitve, ki so se in se dogajajo, doživeli nek malo pospešen medijski prikaz. Ne. Zdaj samo, če se spomnimo, kako je bilo recimo ob zadnji Janševi vladi. Ne. Ravno včeraj je bila objavljena novica, da je zaključena najbolj napihnjena afera in ena največjih političnih svinjarij, ki se je dogajala zadnja leta, to so bili očitki Zdravku Počivalšku glede in njegovi ekipi, ki je tudi pri tem seveda trpela glede nakupa tistih ventilatorjev. Če se spomnimo, kakšen pomp je bil takrat, čeprav so novinarji in novinarke, tudi Tarče, vedele, da jih je v tistem prvem izbruhu precej zlorabilo to nekako obveščevalno kriminalno omrežje, ki je predstavilo tisto zgodbo. Ne? Ampak takrat so mediji
iz tega seveda delali zelo velik pomp. Danes, ko pa imajo dejanske primere, ko je sam predsednik priznal, da je dal nalogo, da se v policiji očisti določenih ljudi, danes pa mediji to prikazujejo tako, bom rekel, skoraj sramežljivo v odnosu do predsednika vlade. Ja, zdaj Peter Sebastian je omenil, da tako kot desnica ni monoliten blok, tudi levica ni monoliten blok. In vemo, imamo tu recimo, če hočeš, Vladimira Prebiliča, ki je nekako že razlagal skozi intervjuje, da v postopku pridobivanja licence, pa pol nekako se je dal razumeti, da je to licenco dobil, glede na to, da nadaljuje s prizadevanji za ustanovitev lastne stranke, ki se sicer kar precej časa vlečejo. A obstaja recimo možnost, da v primeru, da bi se zgodilo to, kar pravi Sebastian, da bi se ti postopki recimo pohitrili v zvezi z Golobom, da bi to nagnili tehnico, pa bi mogoče kakšni centri moči na te tranzicijske levice potem pa rekli, zdaj pa, ko je Golob tako umazan v narekovajih, pa je treba podpreti enega drugega, da nas bo rešil pred Janšo spet v narekovajih. Je to lahko pač nek žarek upanja za Prebiliča, da bo vendarle on nosilc tega anti-Janša sentimenta, ki vemo, da je, če že ne skoraj odločilen, pa zmeraj zelo pomemben na slovenskih volitvah. Zdaj, če najprej glede Prebiliča bi rekel takole, očitno se ga zelo bojijo, glede na to, da medijski aparat Roberta Goloba Prebiliča tako močno napada. To je vedno dober znak za nekega, se pravi, če kdor stopa v politiko in ga glavni konkurent tako močno napade, to po mojem mnenju za njega zelo dober znak, ker če se ga ne bi bali, se z njim ne bi ukvarjali. Ga ne bi za politično hijeno razglasili. Tako je, za politično hijeno, ja. Zdaj, v politiki je tako, če imate dva tekmeca na istem bloku, ko nekdo, ključne so potem ankete, ko nekdo pride zelo blizu svojemu glavnemu tekmecu, se lahko začne prelivanje glasov in to je potem za tistega drugega usodno, v tem primeru za Roberta Goloba. Ko je pa Sebastian omenil to monolitnost bloka, tukaj bi samo povedal še eno svoje razmišljanje. Naprimer, prav tale zadeva Tatjana Bobnar, nekje sem, se pravi, ne samo, da politični tekmeci niso homogeni, tudi same strukture, ki bodi si, zdaj bom grdo rekel, ker nimam boljšega izraza, pa ga ne želim uporabljati, recimo obvladujejo policijo, tožilstvo, so nehomogene in imaš razne struje, ki so bolj nanagnjene v eno ali drugo stran. Nekdo mi je rekel, Tatjana Bobnar je šla svojo prijavo, mislim, da čez policijsko upravo Ljubljana center ali pa čez generalno policijsko upravo, zato ker tam ni bilo naklonjenosti do Roberta Goloba in je vedela, da tam njene ovadbe ne bodo pospravili v predal. In če malo pogledamo, kako je šla zgodovina te zadeve, potem je bila prva afera izbruhala, kako je policija vložila ovadbo na specializirano državno tožilstvo, pri čemer so mediji takrat poudarjali, da je to naredila policija, ne nek posameznik, češ da ima to večjo težo. Pa vendarle zdaj spet, zdaj pa specializirano državno tožilstvo, ki ima v osnovi tri možnosti v tem primeru, bodi si, da zadeva ustavi, ker je pomanjkanje dokazov, vloži neposredno obtožnico ali pa zahteva sodno preiskavo, je šlo na sodno preiskavo, kar morda vseeno diši malo potem, da ni tako zelo prepričano v to, da vsi njihovi argumenti, jaz nisem zdaj teh dokumentov videl, v tej ovadbi in kasneje, se pravi, v predlogu za sodno preiskavo držijo. In zdaj Sebastian je omenil Počivalška, ki daje neko časovno okno. Počivalšek je bil v isti zadevi, isto je bila sprožena zahteva za sodno preiskavo in sodna preiskava, to je bilo nekje decembra 2023, če se ne motim, in je bila danes zadeva zaključena v njegovo korist, torej nekje časovno okno je 2 leti. Te zadeve se lahko vleče 2 leti in lahko gredo močno čez volitve. Tudi v primeru dveh primerih KPK-ja, namreč zdaj vidimo, da je, se pravi, obramba Roberta Goloba dala izjasnitve, ki so očitno senat KPK-ja prepričale, da spremeni nekako svoj osnutek in zato ponovi postopek in ima, čeprav sem razumel, namestnico predsednika KPK-ja v medijih včeraj, ima zdaj Robert Golob zopet možnost podati nove iznesitve. In potem tudi, če bi potem lahko KPK bodi se zadevo ustavi, tudi če ugotovi kršitev integritete, ima po zakonu Robert Golob možnost sprožiti upravni spor in dokler upravni spor na sodišču ni zaključen, do takrat ta zadeva ne sme biti javno objavljena in ta zadeva, se pravi, v medijskem prostoru razen v obliki govoric ne obstaja. Druga zadeva v zadevi Karigador, ni čisto jasno, zakaj gre, ampak iz samega konteksta bi rekel, da gre za prekršek, se pravi kršitev, mislim, da je 38. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, se pravi, ker Robert Golob ni predlagal svoje izločitve. Če gre za prekršek, je očitno zdaj dobil kot osumljeni storitve prekrška, da poda zopet svojo iznesitev. In potem tudi, če bo KPK
ugotovil prekršek kot prekrškovni organ, ima Robert Golob zopet možnost zahteve za sodno varstvo, ki se v statistično, to mislim, da obravnavajo potem okrajna sodišča, ne, se pravi, traja tak postopek nekje leto do 2 leti. Ne. Skratka, volitve bodo že dale čez in zdaj, če gremo malo, zdaj pa ne želim, ampak recimo komentatorsko na področje zarot, ne, lahko nekako, se pravi, so se Roberta Goloba s pravim tajnikom lotili sedaj zato, ker vedo, da levi blok lahko zmaga volitve zgolj z Gibanjem Svoboda. Se pravi, Gibanje Svoboda, to sem pa 100% prepričan, je ključen v enačbi. Brez glasov, ki bo Gibanje Svoboda prijelo, levega političnega bloka, leve večine ni. Ne? In potem se Roberta Goloba obglavi po volitvah. To je recimo po mojem mnenju najbolj verjetna teorija, ne? Se pravi, po volitvah pridejo te zadeve ven in potem se te razmere spremenijo, ker kot je prej rekel Sebastian, trenutno, tudi če bi recimo KPK ugotovila kršitev integritete, skoraj upam staviti, da Robert Golobu se ne bi zgodilo nič in bi mandat pripeljal do konca, ker ima tako močno homogeno koalicijo. Ne. Če se pa to zgodi po volitvah in bi bil recimo Prebilič takrat dovolj dober faktor, morda bi bil Logar tudi v neki koaliciji, ne, potem pa se lahko akterji proti Robertu Golobu združijo in zahtevajo, da on odstopi, sicer pač izločijo Gibanje Svoboda iz nekih koalicijskih dogovorov. Zdaj, Sebastian, v vseh teh debatah sem zasledil, da je rekel zdaj domnevni bodoči ponovni koordinator stranke Levica, minister Luka Mesec, da kolikor on ve, bojo volitve marca prihodnje leto. Ne? Prej nisem zasledil, da bi se to tako že fiksiralo. Zakaj po tvoje marec? Ne vemo, to je možen datum, ni pač skrajni, daleč od tega, da bi bil to skrajni možen datum, je to mogoče povezano s tem, o čemer se danes pogovarjamo, skratka, da vendarle se mogoče prehitijo kaki postopki, ker volitev marca načeloma nismo navajeni v Sloveniji, ne, če ne gre za predčasne volitve. Ne, mislim, da je to v tistem časovnem oknu. No, mislim, da skrajni rok bi bil mogoče celo prvi vikend aprila, ne, in vse pred tem pač pade v marec. Ne. Tako da mislim, da je bilo celo nekako rečeno, da je 15. marec tisti datum, na katerega naj bi se ciljalo. Ne. Tako da ne vem, pa ne verjamem, da ima Luka Mesec informacije iz tistih centrov, ki upravljajo aparate, ki jih je Peter omenjal, da bi vedel, kako bodo potekali vsi ti postopki v ozadju. No. Tako da mislim, da je to bolj slučaj in marec je res tudi mal mesec, mal težaven za voditi recimo terensko kampanjo. Ne. Februar, marec je malo slabše vreme, tako da tukaj ljudje zagotovo ne bodo hodili v neke zaprte dvorane poslušati politike, nekih uličnih kampanj, se bodo pa stranke težko šle. Ne. Mislim pa, da bi to bil ravno ključ za tiste, ki želijo spremembe. Ne. Propagandni aparat Roberta Goloba, ne samo medijski, ampak tudi digitalni, je vreden milijone v naslednjih nekaj mesecih. In ta aparat bi lahko neka opozicija premagala predvsem z hudim mrežnim terenskim delom. Ne bo dovolj niti digitalna kampanja, niti strateško pametno medijsko nastopanje, ampak bo nujno, da tisti ljudje, ki politiko spremljajo, ki določene zadeve poznajo, imajo te podatke, govorijo s svojimi prijatelji, sosedi, znanci. Skratka, da ta mrežni terenski del doseže dovolj ljudi, da na koncu ne bo zmagal propagandni aparat. No. Če smem, tukaj v bistvu je takole, da tu je prvi možen datum. Zato, ker ustava pravi, sem šel prav pred oddajo pogledati, da so volitve lahko največ 2 meseca pred prvim sklicem državnega zbora in največ 15 dni potem. Se pravi, državni zbor je bil sklican 13. maja, je bila ustanovna seja, se pravi, lahko so volitve od 13. marca do 28. maja. Zdaj pa spet gremo tisto, kar si prej omenil, glede monolitnosti levega bloka. Kdo drži ključe do datuma volitev v svojih rokah? Predsednica republike in Tatjana Bobnar je del predsedničnega tima in tukaj gre tudi za neke boje znotraj levega pola. Poglejmo, kaj se dogaja z imenovanjem recimo guvernerja za Banko Slovenije, boj med Robertom Golobom in predsednico države, čeprav Robert Golob formalno nima nič z državnim zborom, pa vendarle drži svoje poslance v rokah. Ne? In se pravi, 13. marec, prva nedelja je 15. marec. Ne? Potem ne smemo pozabiti še ene zadeve, tudi sem šel pogledati, ker se spreminja 5. april je velika noč, se pravi, še teden pred tem je cvetna nedelja, ki je tudi velik praznik in morda bi bilo neprimerno, da bi bile volitve na cvetno nedeljo.
zagotovo pa ne bi koristile levemu bloku, ne, se pravi, to je pomemben dan v katolištvu, ne, začetek velikega tedna, ne, se pravi, to je nekje 2 tedna pred cvetno nedeljo je 15. marec. In mislim, da v tem kontekstu so prišle ven te informacije, ki jih morda res Luka Mesec ni pridobil preko svojih virov, ampak so tudi čez druge stvari prišle v javnost. In sam menim, da je to tudi morda zato, ker si predsednica republike želi skrajšati mandat Roberta Goloba, tudi zato, ker sicer morda potem do junija ne bi mogla imenovati guvernerja Banke Slovenije, tako ga pa lahko naprimer že marca. In bo potem v bistvu več kot 1 leto brez te pomembne funkcije. Ja, to je možno razmislek. Mogoče pa tudi, glede na to, da ona 2 sta si v upreki, se to ni neka blazna skrivnost, skratka nista usklajena, to vidimo. Tudi, kot si sam omenil, Peter Bobnarjeva je del ekipe predsednice države, kar je samo po sebi čudno, odslovljena, tako rekoč notranja ministrica, predsednica vlade, bolj pristane pri predsednici republike. A bi mogoče vprašanje za oba Nataši Pirc-Musar koristilo, če se podaljša ta mandat Goloba, ker če se zdaj pričakuje, da bo on po volitvah ponovno sestavljal vlado, potem nič ne pridobi s tem, če so volitve prej. Če pa mogoče zavleče ta datum volitev še za kakšen mesec, 2, pa si mogoče poveča s tem možnost, da se ta agonija Goloba vendarle potem tudi na volilnem rezultatu pokaže. Ja, glej, zdaj, tle ste možni 2 razlage. Ena je ta, da če skrajšaš ta datum, zmanjšaš čas tekmecem Roberta Goloba, da se pripravijo, pri čemer jaz, kot sem slišal, je Prebilič bil pripravljen, tudi če bile že predčasne volitve, bi zadeve speljal. Po drugi strani pa ne pozabimo, ta vlada ni naredila nobene obljube, ki jo je dala na začetku. Na začetku najprej se je lovila za samim vladanjem, potem so gospe in gospodje z predsednico državnega zbora na čelu in Robertom Golobom ugotovili, da v bistvu, če si na tako pomembnih položajih ti pripada zasebno letalo, zasebni varnostniki, zasebni avto in so okusili to strast estradništva, in nekje 2 leti so pozabili, da so oni tam zaradi državljank in državljanov in so se obnašali tako, kot so tam zgolj zato, da izpolnjujejo svoje sanje. In zdaj, ko so pa jim njihovi PR-ovci rekli, glejte, gospod predsednik vlade, volitve se vendarle bližajo, podelite nekaj bombončkov, so v paniki, njim časa zmanjkuje in z tega konteksta bi jaz lahko razumel takole, da predsednica republike vendarle to razume, in da če jim vzame še 2 meseca za deljenje bombončkov, to pomeni 2 meseca manj daril državljankam in državljanov, po drugi strani pa 2 meseca več blagodejnosti za državni proračun. No, mogoče si dal zdaj idejo, da v bistvu sta vidva dala idejo, ko si omenil tudi cerkvene praznike, da bo mogoče malo drugače potaktizirala. Mi trenutno operiramo z to, da jim rečemo, mogoče celo samo željo nekaterih, da bi to bilo 15. marca in je res vprašanje, kako kdo kaj taktično tukaj razmišlja. Tako da to bomo še videli. Vsekakor lahko izbira datuma nekoliko vpliva na rezultat, ne pa odločilno. Zdaj, Peter je omenil to zasebno varovanje. S tem je v bistvu tudi začel predsednik vlade. Zdaj, predsednica republike ga je poskusila nekaj kopirati, pa je ni čisto še uspelo. Tudi v zvezi s tem je bila zdaj novica v teh dneh, kako poteka to varovanje predsednika vlade, zdaj številne neke kršitve delovnih razmerij. Mogoče je to tudi povezano z naravo dela, ker varovanje predsednika vlade vendar poteka 24 ur na dan, predvsem pa skokovita rast teh stroškov. A je po vašem mnenju del tega, bi rekel, osebnega varovanja Goloba, ki ga on utemeljil na začetku s tem, da pač mora imeti ljudi, ki jim zaupa, ki ga varuje, očitno policiji ne zaupa. Sindikat policijski se zdaj celo sprašuje, če to sploh še so policisti, ker niso zaposleni v policiji. Skratka, cel kup problemov imamo, da jih poskuša nagraditi, podobno kot je rekel na kongresu Gibanja Svoboda, moramo poskrbeti za naše v javni upravi in smo dobili idejo o božičnici. Če je to, bi celo rekel, da ima prav. Zdaj, dajmo reči tako, ne glede na to, kdo konkretno zaseda kakšne funkcije, kako nesposoben je lahko, mislim, da je treba spoštovati državo in funkcije same. In varnostniki predsednika vlade, predsednice republike, predsednice državnega zbora, to so izjemno pomembni ljudje za državnost in mislim, da so ustrezno plačani, lahko bi bili tudi malo bolje celo nagrajeni. Kar se tega tiče, torej vsa čast tem ljudem, ki upravljajo to funkcijo. Zdaj pa,
način delovanja Roberta Goloba glede tega pa spet kaže neko njegovo prakso. Torej, oni se ne zmenijo za zakonodajo, se ne zmenijo za neke ustaljene prakse, sicer kraljica interpretacije zakonodaje je predsednica državnega zbora, ki je seveda neprimerna za to funkcijo že zaradi tega, ker ne more imeti pojma o delovanju parlamenta, ker je prvič prišla v parlament. Zato je ni resne države, kjer bi parlament vodil nekdo, ki nima za sabo nekaj mandatov, da bi razumel, kaj pomeni parlamentarna praksa, recimo. Ampak v vsakem primeru gre tukaj za tak nek odnos, ki postavlja seveda zakonodajo kot neko stransko orodje, ki je nujno zlo za reševanje neke zadeve. Jaz mislim, da bi bilo prav, da če se je že v štartu odločil, da bo vzpostavil neko tako prakso, in mu dajem prav. To morajo biti ljudje, ki jim politik zaupa, morajo biti dobro nagrajeni, ampak potem uredi sistem. Potem naredi nekaj na ta način. Tukaj predsednica republike, bom rekel, je dosti bolj preudarno pristopila, ko je tudi predlagala recimo določene zakonske spremembe, pa bila deležna kritik, da se zavzema za neke privilegije in podobno. Ampak je na ustrezen način pristopila k tej zadevi. Robert Golob pa kaže svoj odnos do zakonodaje s tem, da se ne zmeni, na koncu je pa globo plačala njegova torej generalna sekretarka vlade, ampak verjetno je že našel način, da kompenzira to globo. Torej v vsakem primeru vsebinsko mislim, da bi morali že enkrat sprejeti, da država nekaj stane, da je treba same institucije in določene vloge spoštovati, ne glede na to, kaj si mislimo o ljudeh, ki te institucije zasedajo, je pa to seveda treba urediti na ustrezen način. Peter, je možno, da bi bili volivci, če že ne bi bili na te postopke, ki so zoper Goloba ali pa ki ne bojo še končani takrat ali pa saj ne uradno znani javnosti, občutljivi bolj na to trošenje denarja? Vemo, tega je bilo veliko na razne načine, ampak vendarle. Ne, mislim, da ne. Problem volivcev je v tem, da si številk itak ne znajo predstavljati in ne razumejo njihovih razsežnosti, če jim nekdo ne zinterpretira. Glede tega varovanja je pa vseeno nekaj rad dodal. Se pravi, zdi se mi pomembno, saj sam se trudim k temu, da ločimo med predsednikom vlade in Robertom Golobom. Skratka, ko komentiramo na primer njegove moralne zdrse, saj sam striktno govorimo o Robertu Golobu kot o politiku. Zdaj pa o samem predsedniku vlade, to je pa institucija, ki presega Roberta Goloba in se razteza na vse bivše predsednike vlad in tudi na vse bodoče predsednike vlad, in enako velja za predsednico ali predsednika republike in za vse ostale pomembne državnotvorne funkcije. In tukaj se mi zdi, da je prav, da je varovanje primerno urejeno, namreč ti ljudje vendarle posegajo v intimo teh najvišjih funkcionarjev, zaradi tega, ker se jim tudi ne morejo odpovedati. In tukaj se pa s Sebastianom ne čisto strinjam, da ni zakonske podlage. Sam sem bil opozorjen, sem šel pogledat, nisem ekspert na tem področju, pa vendarle 69. člen zakona o organizaciji in delu v policiji pravi, da ima policija možnost, da nekega policista za namene varovanja preseli v drugi državni organ. In čeprav razumem, je kabinet predsednika vlade se poslužil te odločbe, in na tej podlagi zaradi tega potem je ta policist se policijskim pooblastili premeščen v drugi državni organ in ta drugi državni organ je, ne vem, zdaj sekretariat sekretariat vlade ali kabinet predsednika vlade, eno od teh dveh, in preko tega funkcionira. In tudi sam menim, da je to dobra ureditev, ker potem ti si zbereš enega policista za vodjo, ki zbere ekipo, ki ji zaupa, in ta ekipa te potem čez cel mandat varuje, in da res to temu namenjeno. V tem istem členu piše, da je lahko to posamezni policist se more s tem dati soglasje in lahko premeščen tja za 4 leta in največ se mu podaljša še za 4 leta. Torej, ta institut je že na voljo, in se mi zdi, da mogoče ga tudi policija ali pa sindikati za nek sindikalni boj zlorabljajo, ker očitno potem se stroški drugače določajo. Če sem prav videl, policisti imajo pogodbi mesto dela Republika Slovenija in potem, če jih premestijo na drugi del, ne dobijo potnih stroškov, medtem ko tukaj je po mojem na Gregorčičevi delovno mesto. Morda nisem čisti ekspert in vse detalje ne poznam, ampak sam bi bolj šel v ta razmislek. In če smo prej govorili o nehomogeni strukturi, naprimer o boju, ki se bije tudi preko specializiranega državnega tožilstva, torej obstaja tudi znotraj policije, struje pa jo izjemno spoštujem, ampak
ne gre tukaj za neko omalovaževanje, gre tukaj za zavedanje, da smo ljudje po naravi taki, kot ljudje pač smo, ne? Da imamo svoje preference in da znotraj nekih zakonskih okvirov iščemo tudi nek skrajni rob, če nam kdo ni všeč ali pa nam je bolj všeč, da z tega stališča jaz sam podpiram, da si nek tako pomemben funkcionar izbere ekipo, ki je resnično zaupa, ki zaupa tudi tem končni fazi, da bodo ti policisti tudi ne bodo delovali v nasprotju z nekimi preferencami, kdo koga pokliče, se vidimo. Zadeve pač iz policije kdaj pride ven. In zelo neprijetno je, če pride ven neke zadeve iz zasebnega življenja, ki se ne tičejo same politike, ne? Ker v končni fazi potem javnost vedno reče, kar je tudi res, javni funkcionar je absolutno javna oseba, ne? In se potem o tem razprava, ki je ne bi bilo. No, tako da, z tega stališča, jaz mislim, da ta zakonski okvir obstaja. Ta zakonski okvir je tisti, ki omogoča, da oni sploh ohranijo policijska pooblastila. Problem je bil v druge, problem je bil v obremenjenosti, nadurah, plačilih in tam gre včasih lahko tudi nekomu, mogoče so jim šli na roko, da so dobili dodatno plačilo in so pri tem naredili potem prekršek. Namesto, da bi ta vidik recimo tudi lahko zakonsko uredili za vse pod takimi, recimo ne na tak način, kot je to naredila Levica na svojih ministrstvih, ko so ljudje od doma dodatno plačani za posebne obremenitve, ne? Ampak bi tudi tukaj lahko na nek način uredili te dodatne obremenitve teh ljudi. No? Samo majhen medklic, spomnim se, ko sem bil predsednik programskega sveta na RTV Slovenija, ni padal pod mojo ingerenco, zato nisem podrobno seznanjen, pa kot sem ujel na ušesa. Nekateri novinarji so se štempljali na RTV-ju, potem so odšli in so prišli se zopet zvečer odštempljati, da so sistem nabrali nadure in tudi plačilo naše stroške. Potem, ko so pa politično preganjali inšpektorji RTV Slovenija, je bil RTV Slovenija kaznovan, da jim je naložil nadure, čeprav so oni sami v resnici goljufali s tem, da so si te ure nabirali. Skratka, se strinjam, ampak to je, se pravi, en problem je kršenje zakonodaje v smislu obremenitve teh posameznikov in to je absolutno treba urediti, da je skladno z zakonom, sploh ko govorimo o posameznih, ki imajo policijska pooblastila, ki morajo biti zgled vsem. Druga zadeva je pa, ali ima predsednik vlade pravico, da si izbere varnostnike. Sam zagovarjam tezo, predsednik vlade to pravico ima, pa naj bo to Janez Janša, Robert Golob ali kdo drugi. Vse to pravice so koristili do zdaj vsi politiki. Vidimo tisti, ki so večkrat na državnih funkcijah, recimo Janez Janša, Borut Pahor, ponavadi so pač potem isti varnostniki, takrat za njih skrbijo. Ampak nihče do zdaj pa še ni mislil, da morajo jih izvzeti ven iz pač Centra za varnost in zaščito, iz plačnega sistema jih dati pod svojo ingerenco na generalni sekretariat. Jaz se s tabo strinjam, Peter, moraš varnostnikom zaupati, zato da ne bojo recimo podrobnosti iz tvojega intimnega življenja šle v javnost. Ampak po drugi strani bi pa tudi rad verjel, da če je varnostnik vseeno še najprej policist, se lahko dogajajo tudi stvari, ki niso del intimnega življenja, pri tem, ko se pač politiki na funkcijah obnašajo oziroma ko delajo svoje delo, ti se tudi fajn, če pa mogoče kdaj pride, če ne že v javnost, pa saj do pristojnih inštitucij. Ampak pustimo to zgodbo. Zdaj nekako vidim se oba nagibata k temu, da Golob ne bo ravno še šel v zapor, ali pa verjetno sploh nikoli. Ampak drug del naše današnje debate, se pravi, če bo šel še po en mandat, najprej seveda vprašanje, koliko mislite, da je to realno, da dobi še en mandat na čelu predsednika vlade, potem pa naslednje vprašanje, s kom recimo po vajinem mnenju, ker verjetno na tak rezultat, kot ga je dosegel na prejšnjih volitvah, ne more več računati, to je že nenazadnje bil izjemen rezultat sam po sebi. Kako o tem razmišljate? Jaz mislim, da je zelo realno, ravno zaradi propagandnega aparata, ki ga ima na voljo in s komerkoli, ki bo prišel pod dežnik antijanšizma. Jaz pričakujem, da bodo mediji začeli stopnjevati, ne samo strašenjem pred vrača se COVID koalicija in tako naprej, ampak da bodo tle predvsem televizije svoje oddelale, da ljudi ponovno prestrašijo in mislim, da bo prej konstelacija recimo bližje recimo letu 2018, ko ni bilo velikega zmagovalca čez 30%, ampak je Marjan Šarec bil drugi z 14%, pa je bilo to dovolj. Tle mislim, da lahko Robert Golob to seveda debelo preseže in se približa tudi 20%. Ampak v vsakem primeru bo potem pritisk na vse, ki so antijanšisti. In tele bo najbolj pomemben člen ravno Vladimir Prebelič, ali bo uspel pogoltniti vse,
kar je moral zdaj reči. Torej, najprej se je postavil, da seveda ne gre nikoli z Janšo, zaradi tega je sploh prišel na politično prizorišče. Potem je hitro rekel, da tudi z Golobom ne, zaradi vprašanj integritete, ne, in vprašanje je, ali bo moral to besedo požreti, še posebej ob vseh žaljivkah, ki jih je zdaj deležen. Ne. To, da ga imenujejo za politično hijeno, za pravljičarja, to se bo do volitev seveda samo še stopnjevalo. To, da so sprožili govorice, da ima otroka z neko ciganko in podobne zadeve. Ne. In to je treba seveda vse preboleti, to je treba metabolizirati za dan po volitvah, ko se gre potem nekam pogovarjati. Ne. Ampak v vsakem primeru ima Robert Golob zelo velike možnosti, da uspe levi blok še vedno doseči neko, torej še enkrat, z vsem propagandnim aparatom, ki ga ima na voljo, uspe doseči neko večino. Alternativa je seveda samo ena in to je vlada Janeza Janše. Tle ni nekega tretjega mesije, ki bi se lahko pojavil v teh nekaj mesecih in tam bo veliko vprašanje predvsem naslednje. Ali bodo v luči tega, da so ponavadi na vsakih volitvah levo-sredinski volivci tisti, ki taktično volijo. Torej, so proti Janši in bodo volili kogarkoli, sam da oddajo svoj glas. Torej, ali bodo tokrat tisti, ki niso zadovoljni s takim načinom vodenja države, kot ga lahko spremljamo v tem mandatu, bili dovolj pametni, da bodo taktično volili. Ne, in tlele bo še enkrat največja teža, če mene vprašate, predvsem direktno delo vseh tistih, ki niso zadovoljni v osebnih pogovorih. In tle sta dve strukturi, ki sta bistveni. Torej zdaj, če poslušamo predstavnike gospodarstva in kmetijstva, so to dva segmenta, ki sta najbolj na udaru strani Roberta Goloba. Ne? Pa vendar, ali bodo te ljudje oddelali svoje v kampanji, ker politične stranke niso dovolj. Torej, volitve na koncu dobi civilna družba v pravem pomenu te besede, ne MVO-ji in določena društva z Metelkove in podobno, ampak civilna družba kot tisti del politične skupnosti, ki izbere ljudi, ki jo kot država potem zastopajo in vodijo. Ne? In za alternativo, torej za premagati Roberta Goloba, bo pomembno, da vsi ljudje, ki bližje spremljajo delovanje te vlade, ki so sposobni videti razliko med recimo to in prejšnjo vlado in oceniti, da je pomembno za gospodarski razvoj, za delovanje različnih podsistemov, da je pomembno, kdo te podsisteme vodi, ali bodo oddelali torej svoj del v politični kampanji. Peter, s kom bo, če bo sestavljal prihodnjo vlado Robert Golob? Sebastian je omenil, da tu bo ključna vloga Vladimirja Prebiliča, kako se bo on odločil. Vemo, ne, Levica in SD sta že zdaj pač na robu parlamenta, vprašanje, kaj se bo tu dogajalo, bosta ponovno prestopila parlamentarni prak ali ne. Potem, če izvzamemo Janeza Janšo, ker to bi bilo pa res da ne rečem bogokletno še kaj hujšega, ostane sam še Anže Logar. Se pravi, s kom bo Golob sestavljal vlado? Bo ta, bi rekel, privlačnost tega, da si del neke vladne koalicije lahko premagala vse te zadržke, ki jih zdaj saj javno pač te potencialni koalicijski partnerji bodoči, ne, v zvezi z njim oziroma sodelovanjem z njim po volitvah izražajo? Tukaj je podobno kot z izjavami glede KPK-ja. Obdobje moramo v politiki ločiti na predvolilno in povolilno. Ne? Pred volitvami politiki govorijo, če bi KPK, ki je rekel proti meni, tisti, ki niso še v postopkih, ne, bi zagotovo odstopil. Ne? Ko se zgodi po volitvah in KPK, ki reče proti njim, naščuvajo svoj SDH, da sprožijo sodne postopke, in enako je v pogovorih pravih politikov. Prej Sebastian rekel, da treba marsikaj požreti. Jaz mislim, da tisti politiki morajo požirati te stvari in predelovati, sploh ni material za politiko. V politiki napade imaš samo eno opcijo, ne, da jih izkoristiš v svojo korist, da pred svojim volilnim telesom se prikažeš kot žrtev, ne, napadalca ali kot relevantnega igralca, ne, in da greš zvečer, ko greš spat, o tem sploh ne razmišljaš. Ne. In seveda Vladimir Prebilič in kdorkoli v proporcionalnem volilnem sistemu more govoriti, ne, da ne bo šel z nikomer drugim, ker more on se vzpostaviti kot alternativa. Ne. Sicer se ujame v to večno past Nove Slovenije, ki vedno se prodaja kot mi smo tisti ključ do desne vlade, se pravi, se prodaja kot satelit desne vlade, kot zadnji puzelj, torej ni glavna slika. Ne. Zdaj pa, ko pa se zgodijo volitve, ne, to pa oba,
ki zelo dobro poznata politiko, zelo dobro veste, tam imate vi enega akterja, ki je za njime pa cel aparat. Ta aparat potrebuje plače. Ne? In ko se začnejo pogovori o vstopu v vlado, ta aparat glavnega akterja porine v vlado, ker tam je toliko mest, ministerskih mest, državnih sekretarjev, kabinetnih zaposlitev, vsem te ljudje treba dati plačo. In tega niti takrat, če se spomnimo enkrat Karel Erjavec, ko je hotel odideti iz koalicije, pa je bil dosti one-man band, celo takrat ga je Desus prisilil, da je potem postal, mislim, da minister za okolje, ne pa obrambni minister, on je imel to, da ne bo šel vlado, če ne bo obrambni minister, ampak cel ta aparat, tudi Desusa, ki je bil lačen služb, ga je porinil vlado. Ne. Bi pa rekel samo eno, nekje pa imam ločno mnenje od Sebastjana, jaz menim, da če je Janez Janša edina odgovor Roberta Goloba, ne, da to je tista tragika te države, ne, ker potem gremo v dvopolnost, ne, lahko gremo v desni ali v levi populizem. In jaz si pa vseeno želim, da se mogoče ne že na te volitve dolgoročno vzpostavi nek tako imenovani tretji blok, jaz smo rekel drugače, ne, pristranski sem v tem, ker ta tretji blok, govorimo o Prebiliču in Logarju, ne, v končni fazi to je moja generacija. In nekdo iz mojega kroga, kjer se družim z intelektualci, mi je rekel, glej Peter, navijati mora za svojo generacijo, ne, ker naša generacija enkrat more prevzeti vzvode oblasti, ne moramo se pravi furati na desnici, imamo že nekoga, ki je relativno star, vsa čast, ne, izjemno izkušen politik, izjemno sposoben politik in pod njegovo vlado so stvari vedno delovale, pa vendarle za dolgoročni razvoj države, sam menim, mora prej ali slej si izboriti svoj prostor pod soncem, tudi svojo generacijo in v tem kontekstu priznam in tukaj moje razkritje, sem pristranski, navijam za lastno generacijo in trdno verjamem, da je pot v tem, da se te karte premešajo in da razbijemo to bipolnost slovenskega prostora, ne, kjer potem oboji omalevežujejo inštitucije pravne države na mesto, da bi jih gradili in krepili, ne, in potem, ko država tonemo, enkrat obtožujemo Janeza Janšo, drugič pač Roberta Goloba, na tem bijemo neko bitko, gospodarsko in razvojno pa močno zaostajamo. To mislim, da bo treba počakati na 2030 mogoče. No? Mislim, da marca je izbira taka, kot je. Vem, ampak enkrat je treba to seme posejati. Mora priti do generacijske spremembe, to je popolnoma jasno. Mislim pa, da se to še ne bo zgodilo prihodnje leto. No. Ampak zdaj, Sebastjan, ne, pač en možen mandatar je, kakor je razumem, pač Robert Golob, drug možen mandatar je ta hip, pa verjetno se do volitev ne bo nič spremenilo, Janez Janša. Ne. Zdaj, enako vprašanje kot za Goloba, s kom pa Janez Janša? Janez Janša verjetno tudi ne more računati, da bo sam lahko sestavil vlado sam sabo, ne. Se pravi, bo rabo neke koalicijske partnerje. Pač omenili smo že Novo Slovenijo, ki je nekako najbolj naraven, posebej po spremembi zdaj na mesto predsednika stranke, ne, ker vemo, da bivši predsednik Tonin je bil obremenjen s to svojo izjavo, da pač z Janezom Janšo oni v volitve, mislim, vlado ne grejo, čeprav kot Peter pravi, to je bilo še, ko so bile volitve še daleč, ne, vprašanje, kaj bi bilo recimo danes ali pa jutri, ko boje volitve, pa vendarle, ne, s kom lahko Janez Janša sestavi vlado, na koga lahko računa, ne, tudi vizavi teh javnomnenjskih anket, ki nekako kažejo, kar je tudi sam Janša v intervjuju na največji komercialni televiziji pač posredno priznal, ne, da Logar predvsem pobira glasove njemu, njegovi stranki, ne pa toliko na sredini ali pa recimo pri neopredeljenih volivcih. No, prvo vprašanje je seveda, kakšna bo končna konstelacija parlamenta in ti si izpostavil že nekaj dilem na drugi strani, ne? Ali bo SD, ali bo Levica prestopila prag. Že to so recimo prva tveganja. Ne? Na drugi strani mislim, da je jasno, da je Nova Slovenija stabilizirana, pa ne samo to, vidim, da je postala točka tudi povezovanja teh malih strančic, ki same po sebi ne bi imele možnosti prestopiti prag. Tukaj bo še temeljno vprašanje, ali bo gospod Lotrič tudi razumel, da samostojno nima velike možnosti, da vstopi v parlament in se bo raje z pomembno simbolno težo, ki jo ima kot nek predstavnik neke gospodarske logike, torej pridružil neki večji listi, ki bo zagotovila zanesljivost vstopa, dajmo reči tudi tega gospodarskega programa v prihodnji parlament. In tukaj seveda zdaj dilema Logar, kaj bo naredil recimo po volitvah. Ne? Nekaj dodatnega je pa, bom rekel, odvisno ravno tega, ali bo konstelacija naslednjega parlamenta taka, da bo, bom rekel, stisnila v kot kakšne akterje. Že Matjaž Han zna v pogovorih v svojih strankarskih krogih povedati, da bi raje bil v vladi z Janšo kot z Golobom. In tudi kakšni drugi akterji z leve strani znajo povedati, da je dosti, bom rekel, da
tam saj veš, na čemu si in da veš, ko se da beseda, se ta drži. Za razliko od sodelovanja recimo v levem bloku. Mislim pa, da je težko pričakovati, da bi, tudi če bi Han to želel, bil sposoben stranko, ne samo poslansko skupino, ampak stranko v celoti tam pripeljati. Mislim, da je še ena dilema, ki je danes tukaj, ali pa ena točka, ki je danes še nismo izpostavili, pomembna, in to je možnost vstopa resnice v parlament. Ne? Zdaj, kako bo ravnala resnica? Ne? Ali bo torej ustrajala na svoji antisistemski logiki in sploh onemogočila eno ali drugo večino? Ali se bo pridružila eni od teh večin? To je ena od dilem, ki se jih nismo dotaknili. Druga pa je, ali lahko v parlament, dajmo reči, ponovno vstopijo neki igralci, ki smo jih že vajeni v kakih drugih volitvah bili, Zmago Jelinčič, Karel Erjavec, torej Rupar sicer malo usiha tista moč, ki jo je v preteklosti kazal, ampak v vsakem primeru gre za neke možnosti, da se v kampanji odpre šanse nekomu od teh, da recimo doseže 4%. Ne? Skratka, to so tiste dileme, ki pa potem lahko popolnoma tudi spremenijo končno odločitev. Ampak če zdaj lahko rečemo, da največja verjetnost je, da boste vlado sestavljala bodisi Robert Golob, bodisi Janez Janša. So potem tretje možnosti odvisne najprej od tega, ali bo neka popolna pad pozicija v parlamentu, ali pa se bo zgodilo to, kar je Peter prej rekel. Se bo po volitvah zgodilo nekaj velikega, neka bomba, ki bi recimo sesula Roberta Goloba in ki bi tisto poslansko število, ki bo prišlo v parlament, potem peljalo v neke vrste tehnično vlado. Ne? Pri nas v Sloveniji nismo vajeni tehničnih vlad, lahko rečemo, da je bila tako politično-tehnična mogoče Alenka Bratušek, ker je takrat iskala tehničnega mandatarja, pa ga ni uspela najti, ne? Ampak to so potem tisti scenariji, ki so sicer manj verjetni, možni, ampak precej manj verjetni. No, jaz mislim, da največje vprašanje je, ali bi lahko trojček, SDS, Nova Slovenija z partnerji ter mogoče demokrati dosegel večino, ki bi omogočila stabilno vlado. Ne? Ker po drugi strani, če bo tle večina trhla, mislim, da je Janez Janša dal že tudi jasen signal, da ne bo sestavljal večine za vsako ceno. Ne, da si želi stabilne večine, ki bo omogočila neko resno programsko spremembo v Sloveniji. Ne. Je možna po tvoje ta kombinacija, Peter, se pravi Janez Janša, Anže Logar, ki zdaj zaenkrat kaže tako z Janševe strani, kot tudi z Logarjeve, no, da tu pač bojne sekire niso zakopane, da bi že pred volitvami ali pa saj po volitvah prišlo pač do njunga sodelovanja v morebitni novi vladni koaliciji. Lej, kot sem prej rekel, čas po volitvah teče drugače kot pred volitvami in seveda je to tudi mogoče. Ne? In jaz bi rekel, tukaj dve stvari sta tukaj ključni. Ena je, kako si bodo ti akteri izborili medijski prostor, ker na koncu je ta pomemben. Ne? Zdaj trenutno po mojem spremlja politiko 100,000 ljudi, potem zadnja 2 tedna na soočenih jih pa spremlja še tistih razlika 200,000 grejo na volitve in kogar tam ne bo in tam ne bo dober, potem nima nobene šanse. Ne pozabimo, Levica je po mojem mnenju prvič prišla v parlament zaradi enega samega odličnega nastopa Luke Meseca, ki ga jaz prej nikdar prej nisem videl. Ne? Jih je pa z enim samim nastopom dan pred volitvami, mogoče par dni pred volitvami, pripeljal v državni zbor. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, ki ga pa po mojem mnenju igrata oba velika igralca, torej Janez Janša in verjetno tudi omrežje okrog Roberta Goloba, je pa kako bo razdrobljen politični pol, levi in desni, ne, po katerem se pač še vedno naše volilno telo deli, in predvsem, ker je zgodovinsko naše volilno telo rahlo umaknjeno levo, je za desni politični pol pomembno, da ne zgublja glasov. In če bo Janez Janša uspel prepričati to, kar je Sebastian rekel, SLS, potem Lotriča, Fokusa, ne, da se z nekom povežejo in da bo ta zgodba uspešna, ne kot povežemo Slovenijo, ne, ker je bila v bistvu najslabši možni izid, je bil, da prideš ti na 3,8% in vržeš tri poslance stran. Ne. Skratka, tukaj vsaka 10%, ki bo vržena na desnem polu v smeti, ne, bo
pripomogla k temu, da bo se iskala leva politična kombinacija. Se to sem hotel za konec našega tokratnega pogovora vprašati, kako pomembno bo to taktično glasovanje, ne? Ali vi pričakujete, da bolj, ko se bojo bližale volitve, ne? Če bo tam kazalo, da bo recimo rezultat izenačen in tako naprej, ali pa če bo dosti strankam kazalo v teh anketah, da ne bojo presegle parlamentarnega praga, bojo šli ti glasovi k tema glavnima igralcema, recimo Golobu na eni strani pa Janši na drugi strani, ali bo bolj pomembno, koliko teh malih strank bo preseglo parlamentarni prag, da bo bodisi eden, bodisi drug sploh lahko sestavil koalicijsko vlado? Večinoma se zgodi taktično glasovanje, no in na koncu ljudje nočejo metati glasu v prazno in če nekomu anketa kaže 1 ali 2%, je potem zelo velika dilema. Že če pride na 3, je skoraj čez prag, ker daje nek potencial. No. Ponovadi je bilo to taktično glasovanje seveda bolj značilno za levico, na desnici je pa večji problem, po mojem, motivirati tistih 50 do 100 tisoč ljudi, ki so celo pasivni, ki že nekaj ciklusov recimo ne grejo na volitve, ker so razočarani zaradi tega, ker še ni recimo neke nove generacije. Vprašanje je, ali jih lahko kdo od aktualnih akterjev prepriča. Najbolj zanimiva pa bo seveda mlada struktura, ki prihaja recimo prvič ali drugič na volitve. To je struktura, za katero se je že pokazalo, da voli v višjem odstotku kot recimo naše srednje generacije, kjer je nekako največja luknja. In predvsem so pa to strukture, za katere se je izkazalo, da končno odločitev sprejmejo res zadnje dni. Torej velik del nove generacije se odloči v soboto, nedeljo na podlagi seveda vsega, kar so slišali, videli. Ne? To pomeni, da bo treba v kampanji usmerjeni v nove generacije enostavno delati do konca. In do konca pomeni do nedelje ob 7 zvečer. To pomeni uporabiti tudi družbeno omrežje in terensko kampanjo v tistem obdobju, ko sicer velja volilni molk, kar pomeni molk propagandnega aparata posameznih strank, ne pa molk posameznikov, ki lahko na ulici oddelajo svoje. Ne. Če smem, se pravi, za taktično glasovanje morata biti izpolnjena 2 pogoja. Ne. Najprej mora biti prvi pogoj, da obstaja osovražen politik ali stranka na nasprotnem političnem polu, proti kateremu se nek, recimo, desen ali lev politični pol bori. In drugi pogoj mora biti, da na tem domačem političnem igrišču, če tako rečem, obstaja igralec, ki lahko tega premaga. Ne? In zaradi tega se gre zdaj v tako močno polarizacijo. Ne? Se pravi, in tudi to je razlog, zakaj je taktično glasovanje bolj značilno za levi politični pol. Ker obstaja Janez Janša, ki ga je treba premagati, in obstaja, ampak ne pa vedno, ne? Naprimer 2018 je bila taka zadeva, kjer ni obstajal izraziti igralec, ki bi lahko premagal Janeza Janša, in zato se taktično glasovanje zgodilo. V zadnjih volitvah ne, pa smo imeli zaradi covida še dodatno osovraženega Janeza Janša na SDS in pojavil se en igralec, Robert Golob, ki ga lahko premaga, in to taktično glasovanje je šlo v bistvu praktično za učbeniško popolnost. Ne? In zdaj zaradi tega se Robert Golob more bojevati za dvoje. Najprej more držati osovraženost Janeza Janše, da izpolnjuje prvi pogoj, in na to mora biti tisti, ki daje občutek, edini, ki lahko Janeza Janšo premaga. Sicer se na levem političnem polu v tem letu ne bo zgodilo takšno glasovanje. Problem, ki ga ima desni politični pol, je ta, da sicer zmore motivirati proti Miljanu Kučanu, najprej imajo tam več tarč. Ne? Skratka, ti rabiš imeti eno samo tarčo, proti kateri se boriš, in zaradi tega, po mojem mnenju, Janez Janša politično zelo modro vedno izpostavlja vlogo Miljana Kučana, ker s tem nastavi eno samo tarčo, težavo, ki jo ima, mora prepričati volivce, da je on tisti, ki lahko lev politični pol premaga. To se pa zgodi izjemno redko. Ne? In ko se to ne zgodi, potem volivci se ne prepričajo v to, ampak glasuje po svojih preferencah in dajo svoj glas tistemu, ki so mu naklonjeni, če tudi ga vržejo stran. Ne. Skratka, menim, da zdaj v tej volilni kampanji poteka natanko ta boj na obeh političnih straneh, pač vsak iz svojih razlogov, da se vzpostavi pogoj za taktično glasovanje, ker od taktičnega glasovanja pa, tukaj se pa strinjam, pa profitirate lahko samo 2, Janez Janša na desnem polu in Robert Golob na levem. Če se to ne bo zgodilo, potem je po mojem mnenju mogoče, da dobijo neko večino v neki
ne prej sklenjeni koaliciji tudi nekateri drugi manjši igralci. Dr. Sebastijan Jeretič, dr. Peter Gregorčič, najlepše hvala za vajina nocojšnja pojasnila oziroma komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, kot ste lahko slišali, lahko okrog Goloba frči perje, ampak to še ne pomeni nujno, da gruli kaj manj na glas. Hvala lepa za vašo pozornost, ponovno se vidimo spet v petek, do takrat pa lahko noč in srečno.